Živijo. Ured Lisjak, tukaj. Ravno kar sem opravil meditacijo, zato imam majčkeno hripavo grlo, ker sem se drl. Namreč opravljam meditacijo po metodi Davida Elliotta in vmes lahko tudi sproščaš čustva, jezo, žalost, strah, karkoli že. To govorim za vse tiste, ki še ne poznate te metode celjenja. Želim pa sporočiti to, da za vse nas lahko začutimo, koliko več obstaja v tem življenju, koliko več je še tukaj zadaj. In to se da izkusiti. In ni treba razmišljati toliko o tem in govoriti tako kot o kakšni veri ali pa religiji, ko rečemo, da obstaja nekaj, česar ne vidimo, nekaj, česar ne razumemo in da je to mogoče duh, Bog, vesolje, kakorkoli temu rečemo. In včasih je težko govoriti o tem, ker se zavedamo, da imamo precej odporov v zvezi s čimerkoli, kar ni globoko podprto v našem umu. In moj občutek, moja izkušnja je, da imamo možnost uravnovesiti srce in um in čustva. In zakaj ločim vse troje? Ker čutim, da naša čustva izkušamo v trebuhu in včasih tudi v glavi, ker so virtualna, ker so to namišljena čustva, ker gre za strah, recimo, pred javnim nastopanjem. Strah, ki mislimo, da je enak strahu pred tem, da nas požre podivjan lev ali pa lačen lev, v resnici pa ne gre za isti strah. In fino je, da se tega zavedamo, zaradi tega, da imamo več možnosti jasno čutiti svoja čustva. Naša čustva so super, so del nas, del človeka in če želimo biti človek v pravem pomenu besede, karkoli to pomeni, če želimo biti človek, če želimo živeti polno, se lahko naučimo čutiti svoja čustva na jasen način in jih spustiti, da stečejo skozi nas, tudi žalost in strah in jezo. In če smo jezni in vemo, da to lahko koga prizadene, ali nas, ali ostale, naše svoje najbližje prizadenemo včasih in tega nočemo in zato nočemo čutiti jeze. In to ni prav, ker če ne čutimo jeze, takrat, kadar je v našem telesu ali pa v našem bitju, se bo to slej ko prej zagnojilo v bolezen. In to teorijo vsi poznamo, tako da bom poskusil neko dodano vrednost povedati. Saj verjamem, da jo lahko. In sicer po lastni izkušnji močno verjamem, da precej izmed nas je takih, da trpimo. Iz takega ali drugačnega razloga. In verjamem in vem, da se da zaceliti, da nam ni treba več trpeti. In celjenje se da naučiti, če mislimo, da je to težko, da se ga naučiti. Jaz to učim že nekaj časa in z vsakim letom bolj zaupam, da imam nekaj za dati. In ti imaš nekaj za prejeti. In to si lahko daš tudi sam, najdeš kjerkoli. In v resnici boš ugotovila, da si ustvarila v svojem srcu. Ko opravljaš meditacijo dihanja,
lahko močno zavibriraš. In verjetno sem dihal že 1500krat ali pa 1612krat. In vem, da je ta vibracija, ta duh, o katerem sem prej govoril. In ko ga začutiš in ko se ti odprejo, lahko rečemo temu čakre, ali pa ko se ti odpre tok, ko se ti sprosti telo zadost in da lahko čutiš vse, karkoli se pretaka, začutiš svobodo. Mogoče prvič v življenju. Svobodo biti, kdor si. Kljub strahu, ki je še vedno mogoče prisoten, kljub čemurkoli, kljub kateremukoli čustvu. In obenem čutiš tudi čustva, zavedaš se in čutiš čustva. Zavedaš se v srcu in zavedaš se v glavi in v trebuhu in vsem telesu čutiš vibracijo in čutiš čustva. In si živ in veš, da si živ. Majčkeno zmedeno se sliši, ker je teh stvarih zaenkrat še, saj zdi se, da je težko govoriti. Naj ne bi bilo težko govoriti, ampak mogoče se samo meni zdi, da je težko govoriti. Težko je toliko lepega, kar sem izkusil pred 15 minutami, predati in povedati, spraviti v besede. In ne gre samo za to, da je lepo, gre za to, da je v tem noter čar celjenja za vse nas. In res verjamem v to. Sicer ne bi govoril na tak način. Ne bi skušal prepričati kogarkoli v to, če ne bi res verjel. Tudi da je moja odgovornost to početi. No, in če zaključim s tem, da vas vse vabim, da se prepričate na lastni koži, tebe, ki to zdajle poslušaš, kdorkoli že si, vabim te, da se vprašaš, če zaupaš nečemu v sebi, svoji intuiciji, svojemu vodenju, morda duhu, duši, če zaupaš temu, da narediš en korak v to smer. In prepričaj se na lastni pesti in poskusi brezplačno meditacijo, ki jo dobiš na moji spletni strani, če se prijaviš. Borut Lesjak si ali celjenje.si. In tam je res ogromno vseh materialov, tako da če je tvoj skeptičen, kar je prav, ga lahko počasi informiraš in enako velja za tvoja čustva. Poskusi 7 minut si vzemi in zavibriraj in boš videla, če bo to naredilo razliko v tvojem življenju, tako kot jo je v mojem. Hvala lepa. Upam, da se vidimo.